online, ne bom šel v živo na tak lep dan v Ljubljano. Tako da nas bo malo manj, ampak bomo prilagodili, meni je fino v majhnih zasedbah delati, zaradi tega, ker res kakšna debatica se lahko razvije, pa da bomo probali izkoristiti ta čas. V prvem delu nam bodo predstavniki iz Celja pa iz Novega mesta predstavili svoje delo na projektu, zelo zanimive izkušnje. V drugem delu bomo pa malo skupaj podebatirali, pa bom več o tem zdaj povedala, da zdaj kar vabam. Tica, lahko se kar predstaviš in oder je tvoj. Super. Tako zahtevno publiko. Torej, lepo pozdravljeni. Sem Matej Weber, prihajam iz Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. Sem učitelj strokovnih predmetov na področju mehatronike, predvsem na področju robotike, in bom danes na kratko predstavil pilotiranje v tem projektu. Kot boste videli, dejansko tudi ste že prej na prejšnjih predstavitev nekaj podobne zadeve videli, ker smo bili pač partnerji v projektu, smo se ukvarjali tudi s podobnimi zadevami. Se pravi, na kratko en uvod, pilotiranje, zaključek. Ne bom veliko teorij, se pravi, soočamo se z nekimi izzivi, se pravi, tehnologija se razvija, globalno konkurenčnost in podobno, ne. In se pravi, mi moramo nekako zagotoviti našim dijakom neko konkurenčnost na trgu dela, ne. OECD nekako podaja, da tehnologije trenutno nasledijo, oziroma izobraževanje ne sledi tehnologijam, ne. In to je bil tudi en pristop, ki smo ga nekako potem vzeli za svojega in poskušali to nekako uvesti. Torej, vprašamo se lahko, kam gremo na področju izobraževanja, ne, kot smo že prej čuli, ne. Kako biti učitelj v tem digitalnem času, ne, kakšen pristop uporabiti in tako naprej. No, mi smo se osredotočili predvsem pri uvajanju naših pilotnih didaktičnih pristopov na XR tehnologije, se pravi na VR tehnologije in pa AR tehnologije. Se pravi, poanta v tem, da mi nekako bogatimo ta vizualni spekter, ne, se pravi, vplivamo možgane, da učenci to dojemajo bolj intenzivno, si več zapomnijo v nekem krajšem času in tako naprej. Prvo, ne, kar smo morali nekako storiti v tem projektu, je bilo, se pravi, priprava, urne priprave, ne, se pravi, ki je prilagojena torej kombiniranemu izobraževanju na tem področju. Tu smo bili vodeni s strani Filozofske fakultete v Ljubljani in mi smo torej nekako na Šolskem centru, se pravi, na različnih področjih, to izvaja, se pravi, recimo osebno na področju tehnike in elektronike, matic pri računalništvu, ne, potem medijska tehnologija, recimo na področju bilo strojni tehnik in vsak je razvil pač neko določeno zadevo. Tule vidimo primer pri računalniškem tehniku, se pravi, ker so pilotno uvajali zadevo. To je tista obleka, ki gre izvadali, se pravi, zajem gibanja, torej s pomočjo obleke, tu v tem primeru zajema gibanje obraza, ne, ki se potem lahko uporabi pri nekem animiranem liku, filmu in tako naprej, ne. In to je zelo uporabna zadeva. Recimo, danes vemo, da nekako se ta, kako bi rekel, kibernetsko-fizični prostor se nekako, recimo rečemo temu zdaj že nekako industrija 5.0, ne. V glavnem, obogatena resničnost, ne, se pravi, recimo navodilo za delo na nekem stroju, se pravi, to neka CNC mašina in dijak pristavi telefon torej k mašini, k stroju, tam je nek marker, QR-koda, kaj podobnega in potem vidi neko navodilo torej na zaslonu oziroma na telefonu, lahko tudi na pametni tablici, ali pa tudi na HoloLensu ali kaj podobnega, ne. In to je bilo recimo razvito pri strojnem tehniku. Tu se vidi uporaba potem pri samem modeliranju, se pravi, pouk CAD modeliranja, recimo Creo, ne. Podobno se pravi v Vuforia Studio, ne, oziroma Vuforia Umestnik, izvozi en tak marker poseben, ne, in potem recimo tisti sklop, model, CAD model, ki ga je dejansko modeliral dijak, ga lahko vidi tudi v obogatenem resničnosti, ne, da si ga predstavlja v nekem okolju, recimo, ne. In tako naprej. No, ta del, ki sem ga pa jaz implementiral, se pravi, sem pa poskušal v pouk industrijske robotike vpeljati torej virtualne tehnologije, se pravi, bila je ena taka posebna, se pravi, učilnica VR Robotics Studio, kjer so dijaki torej programirali industrijske robote torej v tem okolju. Poanta je v tem, da v bistvu najprej damo recimo to virtualno okolje,
oni se naučijo nekih osnov, nekih osnovnih pravil, se pravi, to je tudi ena prednost, se pravi, da mi ne poškodujemo recimo robota, če se nekam zaleti, ni nekih takih napak in tako naprej, ne. In pa ta obogatena izkušnja, ki potem daje izkušnjo tudi potem za uporabo na realnem stroju. Recimo takšne koncepte uporabljajo tudi že v industriji za trening delavcev na strojih in podobno, ne, se pravi, je zadeva dosta uporabna. Tule še en kratek film, kako je to izgledalo. Tu se vidi, kaj on dela, recimo v tem primeru programira varilnega robota, ne, se pravi, ga drži in premika pač programira konture robota. Glavnim, tehnologije, kot sem videl tule, ni samo to poanta, da mi nekako obogatimo izkušnjo, ampak predvsem to znanstveno dokazano je, da stališča motivacije, se pravi, da mi motiviramo naše mlade dijake, študente, karkoli, da se lotijo neke zadeve. Veliko bolj navdušeni so, ta notranja motivacija tudi večja in tako naprej. Ampak hkrati pa tudi znanstveno dokazano, kot tudi vidimo to v kombiniranem izobraževanju, ne smemo pozabiti, se pravi, pisni vir, branje knjig, branje učbenikov in tako naprej, se pravi, analogno čisto, ne. Tega ne smemo pozabiti, ročno pisanje, se pravi, motorika in podobno. In vse te stvari, ki obstajajo, morajo obstati. Recimo, po mojem mnenju, pa tudi nekako mnenje nekih znanstvenih raziskav je, da bi nekako to bilo razdeljeno, se pravi, ta klasični pristop, potem ti razni sodobni viri, se pravi, razne spletne strani, hypertekst in podobno, in pa potem te sodobne tehnologije, ki vplivajo na ta dodatni vidik, se pravi, obogatenost, motivacija in tako naprej, da potem dobimo neke više cilje učne, ne? Se pravi, da dosežemo više učne cilje in temu bi jaz rekel kombinirano izobraževanje. Dobro, torej, moramo omogočiti neke izkušnje izven okvirov tradicionalne okvire. Torej, poanta v tem, da mi generiramo neke sodobne, nove ideje, ker mi dejansko gradimo torej na prihodnosti nas, ki mladi gradijo našo prihodnost, ne? Ki bojo bodoči inženirji, razvojniki, raziskovalci in upam, da bomo skupaj uspešni. Tole še samo mogoče malo, ena taka, malo zašalo, malo zares, se dva računalnika pogovarjate, ne, kaj je to neka neumetna inteligenca, ki sedi zraven njih, ne, se pravi človek. In pa, če smo kaj zaskrbljeni, ko se umetna inteligenca povečuje, ne, smo pa zaskrbljeni predvsem zaradi zmanjšanja naravne inteligence, to malo ne smemo pozabiti. Torej, hvala za pozornost, tako vprašanje. Če ne. Hvala. Lepo pozdravljeni, če tako se spustimo, a se še spomnimo, ko smo delali doma? Se kdo še spomni tega? Vsi se radi spomnimo, kako je bilo delati doma, ko se ne spomni rad, zakaj smo delali doma. Zdaj je pa, zakaj sem s tem začel? Zato tega, ker ena čisto preprosta stvar je, takrat še ni bilo infrastrukture in orodij, ki bi bile namenjene temu obsegu delati doma, ki je namenjeno, ki je narejeno, oziroma ki je speljano zdaj. In s tistim preskokom takrat je prišlo do tega, s tistim razvojem takrat je prišlo do tega, takrat so se pojavili določene potrebe, določeni izzivi, ki smo jih mogli prvo premostiti, da smo sploh se lahko začeli pogovarjati o projektu, kot je tale zdaj, ki ga gledamo, oziroma ki gledamo rezultate. Torej, prvo je moglo priti do razvoja orodja in infrastrukture, pa mogli priti tudi do enega miselnega preskoka, da smo lahko začeli s takim izdelki kot je tole. Pa smo prišli pa na koncu kombiniranega izobraževanja, kot je že kolega lepo povedal, se pravi, da govorimo o kombinaciji standardnega izobraževanja v šoli s pametnim izobraževanjem in s pametnim izobraževanjem. Moje ime je Neka Stelic, nam je tudi magistra Vesna Markel in bomo v nas predstavila pilotiranje na šolskem centru Novo mesto.
Ja, zdaj pred pričetkom projekta je seveda potrebno urediti vso potrebno dokumentacijo in pa neke vrste infrastrukturo. Kar je prej dr. Flogi zelo lepo omenil, je, da včasih učitelji, ko hodimo na vse vrste izobraževanj, pozabimo to prenesti v svoje kolektive. Jaz moram moj kolektiv kot pomočnica zelo pohvaliti, da smo že ravno v času dela na daljavo imeli tedenska srečanja z učitelji, kjer smo predstavljali, seveda še takrat od doma, kar smo se sami uspeli naučiti. Seveda so bili to pionirji, takoj smo šli v Teamse, hitro smo prišli do dijakov, videli smo, da če ima vsak učitelj nek različen koncept, da so bili zbegani, da vendarle neka enotnost na šoli je potrebna. In ko je prišlo do možnosti sodelovanja v kombiniranem izobraževanju, smo to seveda takoj zagrabili. Tukaj smo videli eno dodano vrednost, ne da bomo se naučili teh tehnik, dobiti čim več tudi povratnih informacij od dijakov, ker golo delo na daljavo, saj veste, včasih smo tudi mi na kakem seminarju pa vmes kosilo skupamo, in tega si ne želimo. Tako da smo takoj izbrali učitelje kot vodstvo najprej po entuziazmu, potem pa tudi po nekako močnejši digitalni pismenosti, če temu lahko tako rečem, izoblikovali učiteljski zbor v enem oddelku tehnik računalništva, ki so tudi že sami po sebi dijaki malce bolj računalniško spretni, ker smo želeli, da bodo te vsebine malce bolj na višji ravni. Spravo, to je bil en ključ, pa drug ključ je bil, ker smo vsi spravo učitelji učili v tem oddelu. Enostavno je potem urnik speljati in celotno organizacijo narediti. Seveda za sabo potem potegnemo to predstavitev v kolektivu, v učiteljskem zboru, navdušiti še kakšne ostale kolege, zapisati v letni delovni načrt šole. In pa všeč mi je bilo, ker nam je CPI stopil tukaj na stran, da smo se lahko sestali tudi z inšpektorjem za šolstvo, ker smo nekako tudi ta formalni okvir dobili, da smo bili tudi zakonsko na nek način malce zaščiteni. Kar se tiče samega izdelka, ki smo ga na našem centru naredili, v bistvu gre za aplikacijo za mobilne naprave. Osredotočili smo se sicer samo na androidne naprave, ker je nekaj lažji razvoj, predvsem pa samo objavljene aplikacije precej poenostavljeno. Za Apple mobilne naprave bilo precej več dela. Naredili smo aplikacijo, ki v 3D, ki v bistvu v AR, se pravi v obogateni resničnosti, prikaže 3D model določenih računalniških komponent. Kot dijak lahko malo določene interakcije, se lahko sučajte zadeve. Če si želite ogledati aplikacijo, tla razumni imamo dva dijaka s tablicami, ki lahko prikažete delovanje in bolj podrobno povesta. Jaz sem samo naštel tehnologijo, ki smo jih uporabili. Se pravi, imamo prikaz 3D modela v obogateni resničnosti. Imamo spletno učilnico Moodle, imamo interaktivne H5P vsebine, ki služijo kot neka dodatna ponavljanje, utrjevanje znanja, pa tudi večkrat obogatijo celotno izkušnjo za dijake, da se malo lažje lotijo. Vsi vemo, da treba dijake večkrat zmotivirati, mogoče včasih tudi na alternativne načine, tako da jim moramo večkrat približati določene vsebine, da si lažje oziroma raje še pogledajo. Vse to skupaj smo pa tudi v bistvu nekako zapakirali malo igrifikacije, ker se vsi te točke na Moodle nabirajo, lahko si boljše prezbirajo, pa jim je bolj zanimivo nekaj tekmovalnosti, ki smo podnimo in s tem dejansko je še neka dodatna motivacija. Poleg tega izdelka, ki smo ga naredili, je bilo precej učiteljev učiteljskega zbora tudi udeleženih na samem izobraževanju na CPI-ju v Ljubljani. Pa te delavnice H5P videa smo na šoli izvedli že mislim, da v juniju lansko šolsko leto, se pravi 2023. Vse pa verjetno interes oziroma spodbudili smo očitno dovolj interesa, da se je tudi v sklopu projekta Digitalni učitelj prijavilo dodatno še 25 naših učiteljev zaposlenih na izdelavo H5P vsebin, tako da očitno smo nekaj tudi prinesli med učiteljski zbor. Kar se tiče prednosti, dijaki lahko s svojim tempom dejansko ponavljajo snov, lahko preverijo še enkrat, kaj so mogoče zamudili, kaj so preslišali, če slučajno, ker sicer tega ne počnejo, ampak če bi slučajno bilo zaspavljati,
smo dijaki se lahko so se vključevali v razvoj vsebin, tako kot tu pilotno izvedbo, se pravi, da tudi tiste stvari, ki smo jih pripravili, tako HPP vsebine, kot tudi razne videe, pa te promocijske zadeve, da so vse dijaki sodelovali, pomaga so s krizi, potem so pa še uspeli pilotirati, tako da so lahko iz obeh strani v bistvu videli, kako poteka organizacija enega takega tečaja, v bistvu, ali pa kako poteka organizacija pouka, da bi mičkim bilo jasno, kaj vse pride kje zraven. Lahko smo pilotirali, oziroma pilotirali, mičkim kasneje razložilo, zakaj pa kako. Pilotiranje je bilo izvedeno na šoli v navzočnosti učiteljev, kar nam je pa tudi tale zadnja točka še prišlo prav, ker smo lahko uporabljali tablične računalnike, ki so bili kupljeni v sklopu projekta, ravno z namenom, ker sem rekel, da smo naredili oziroma razvili samo aplikacijo za Android naprave, nekateri dijaki pa uporabljajo iOS oziroma Apple naprave, tako da tisti niso mogli aplikacije imeti, so lahko po šoli testirali zadevo na prvo roko. Gre predvsem, ena od prednosti je tudi sprotno ponavljanje, kot sem že rekel, pa lastna izbira tempa učenja. Vsi vemo, da nekateri si določene stvari se mogoče mičken lažje spravimo jih delati, pa mičken s svojim tempom, lahko kdaj kako stvar ponovimo. Ena stvar si prej zapomnimo, ena stvar si kasneje in lahko si na ta način prirejali, kako bomo se speljali s temi lekcijami. Gre tudi za lažjo izvedbo diferenciacije za različne stopnje. Mi imamo zelo pester nabor dijakov, kar se tiče sposobnosti za učenje, recimo, in razumevanje. Tudi vse ne zanimajo enako iste stvari, tako da tukaj se lahko tudi na ta način večkrat prirejamo glede na diferenciacije. Ja, na šoli se v bistvu tudi srečujemo z dvema izzivoma. Na eni strani imamo nadarjene dijake, za katere je dokaj dobro poskrbljeno, na drugi strani imamo dijake s posebnimi potrebami, za katere pa je tudi dobro poskrbljeno. Vmes pa so dijaki, ki v bistvu naredijo vse, ampak na njih nekako pozabljamo. Mogoče jim včasih zmanjka kakšna točka do 4 pa do 5, pa vendarle tudi ti si zaslužijo možnost napredovanja in ker z njimi v narekovaju včasih nimamo dela, malce na njih pozabimo. In tukaj je spet ena priložnost, kjer lahko oni sami čez ta orodja napredujejo, si večkrat pogledajo, ker mogoče porabijo malce več časa. Kot vodstvo recimo vidimo v tem izobraževanju tudi neko potrebo, da bi lahko šola organizirala del izobraževanja od doma. Veliki šolski centri se srečujemo večkrat s prostorsko stisko, posebno v času informativnih dni, recimo za osnovnošolce, potem v času zaključka izobraževanja, kot je splošna poklicna matura, zaključni izpit. Na našem centru je skoraj 3700 dijakov, kar pomeni, da hkrati 500 otrok piše različne zaključke izobraževanja. Na šoli treba zagotoviti seveda mir in ostale dijake nekako drugače zaposliti in da to niso samo ekskurzije, športni dnevi, je tudi ta varianta recimo zelo dobra. Načrtovanje izobraževanja je lahko bolj sistematično tudi za učitelje, ker smo tudi videli, da so se učitelji sami vključevali v ta izobraževanja, ko smo vstopili še v projekt Digitrajni učitelj in pa da posameznim dijakom seveda lažje sledimo kot učitelji. Ker hitro vidimo, kdo je naredil nalogo, ni treba je okrog po zvezkih recimo gledati in take stvari. No, kot smo se z inšpektorjem za šolstvo na začetku projekta pogovarjali, seveda ni nekako zakonske osnove za enkrat za ocenjevanje na daljavo oziroma na nek tak kombiniran način. Tega si seveda želimo. Ne vem, a smo mi na tem slovenskem sistemu naravnani tako, da dijakom je ocena neka nagrada, neka motivacija, če je to prav ali ne. Vsi vemo, kako je, ampak to je nekaj, kar dijaka spodbudi, da določeno stvar opravi. Torej pravne podlage za izvajanje pouka na daljavo načeloma ni, razen tiste, s katerimi sklenemo kakšno pedagoško pogodbo, ampak to so seveda izjeme v razredu. Zdaj pa na sami šoli smo pa opazili recimo eno omejitev. Ko smo to izvajali v enem razredu, smo imeli kar srečo, da smo to izbrali, ker smo jim lahko strokovne module združili in recimo čez daljše časovno obdobje, čez dan izvedli ali pilot ali aktivnosti.
sicer pa v sam urnik vključevati, da spreminjati organizacijsko na velikih šolah kar težko, a ne. In če to izvedeš kot nek projektni dan, da so učenci doma, mi tukaj bi bilo precej lažje. Zdaj smo midva se izčrpala z govorom, tako da bomo še spustili malo videa. Muziko smo izklopili, da ne bomo zdaj, tako da bomo mogoče smo komentiral, to je v tem razredu omenjen projekt, tako da zgleda te tablice, kot smo rekel, zunaj se lahko dijaki pogledati in tudi je več zveste. Načeloma sta moje dijake tvojega razreda znali povedati, smo že imeli to čez. Tako da zgledajo pa še razne H5P vsebine, ki jih najdejo dijaki na spletni učilnici Moodle. Te vsebine se točkujejo in kot sem rekel, se pa še nekaj implikacije z tega večkrat razvije, da imamo malo dodatne motivacije s pomočjo točkovanja. Ocen moja nadrejena povedala, trenutno še ne smemo na ta način pridobivati, če bi se dalo, bi bila tudi tle še ena opcija, mogoče za nadaljnji razvoj in napredek. Takole si lahko mečken igračkajo z temi komponentami, da jih vidijo, brez da bi jih dejansko, kot je rekel kolega prej. To so drage stvari, ne moramo zdaj čist jih vzeti iz svojega računalnika, pa mečken potipati, pobrniti, pa pogledati. Tukaj lahko pa to v nekem varnem okolju naredijo, pa se mečken lažje predstavljajo, kakšne komponente sestavljajo vsako od teh sestavnih delov računalnika. Je pa, tole gledamo samo, kako je vizualizacija, sprožijo pa v bistvu eno QR koda, ki jo dobijo v Google, se lahko nekaj uspeza. Tukaj imamo pa še mečke prikaze, kako je izgledala izdelava teh video vsebin, tudi tukaj smo rekli, da so dijaki obsežno sodelovali. H5P vsebine so precej, tudi sami dijaki pripravili, mečke je bilo sicer pomoči pa nadzora, ampak načeloma so bili zelo zagnani. Moram priznati, da so med določeni dijaki predvsem presenetili, ker niso najbolj motivirani za pouk, v to so se pa zelo radi vključili, so speljali zelo dobre, kvalitetne izdelke, ki jih imamo tudi javljene. Za konec bomo pogledali pa še iz Blenderja, mislim, da animacijo. Motivacija, ne, tukaj je bila tudi, če boljše, ko je znal te osnovne komponente, boljše je dobival, ne, in boljše računalnike sestavljal. Na koncu smo imeli pa še mečken v Blenderju prikaz enega videa, ki je bil pa tudi uporabljen. Vsebina, hopala. S tem sem videl šla do konca, tako da odpiramo še razpravo, če ima kdo pripombo na najno predstavitev oziroma na to, kar so predstavljali. Da so oni pripravljali te H5P vsebine? Tekom pouka, tekom praktičnega pouka, mislim, največ med praktičnim poukom, zato ker so po 4-5 ur bili naenkrat v kosu tam, v manjših skupinah je bilo enostavno. Tudi učiteljski zbor, ki so deloval, recimo tudi, če sta se učitelja zamenjala, so lahko oni naprej delali. Ker smo bila oba učitelja za obe skupine, da smo v projektu in smo nekaj sodelovali. Z drugim smo začeli. Z drugim smo začeli, zdaj bomo maturirali. Tehniki, Ja, tehnike računalništva. Če sem prav razumela, so bili ves čas v šoli, ne? Ja. Ste simulirali vse materijal. Tako. Nadzirali smo. Torej zdaj v tem pilotu. Niso pa nobene stvari, da ste izvedeli tudi, da bi bili na domu. Če so želeli, prostovoljno so imeli dostop, so lahko tudi odprli spletno učilnico, so imeli dostop do vseh vsebin. Vse je delalo tudi doma, če so želeli. Ampak ni bilo pa uradno speljano po urniku, pač ni bilo uradno po urniku. Pa so želeli, mislim, so imeli motivacijo, da so tukaj v domu naredili? Mislim, da nekaj velik ni bilo, ampak nekaj par stvari poklikalo oziroma si jih pogledalo. Zdaj, tukaj gre za pilotno izvedbo, se pravi, da ocene so bile pridobljene na drug način in je tudi zaradi tega mogoče nekaj drugačna motivacija. Pa je lahko ta del bi bil tudi tako, da je to ta del, ki je naredil doma, naredil domača naloga? Recimo, teoretično. Mislim, se domačih nalog v srednji šoli načeloma ne ocenjujemo. Ampak da bi dali pa recimo oceno kot izdelek, recimo za njih, to pa ni šlo. Ja, če bi dali kot izdelek, bi lahko, ne. Če bi dali za tiste izdelke, ki so naredili vsebino, Zdaj v projekt stopiš sredi leta, ne. In pa veste, da na začetku šolskega leta sprejmeš načrt ocenjevanja znanja in te stvari. In če te stvari niso not zapisane, načeloma, če imaš kakšen nadzor, ne gre do česa. Meni je všeč, da
gre stroka tudi v tej smeri. Matematiki smo tukaj naredili kar en napredek na poklicni maturi, a ne. Recimo lahko že interni del izvedejo tudi tako, da uporabi dijak tehnologijo, računalnik, GeoGebro in tako naprej, a ne. In ni samo ta klasični izpit. Mogoče bi tudi stroka lahko razmišljala malo v tej smeri, da je malce več praktičnih stvari tudi na ustnem delu. Kaj pa programska oprema, ste to sami uporabljali, Blender? Blender je odprtokodni. Govorim o tem, če ste vi uporabljali, so to dijaki uporabljali. Vsi v bistvu. Ker je bilo potrebno, da uporabljamo, imamo enega mentorja v tehnični ekipi, ki je prišel iz 3D animacije, zgodovanje z dijaki največ delo, kar se tiče samih modelov, Blenderja, pa teh animacij, ki so bile narejene. Zdaj smo bili tudi temo, imate še kartico, ko je bilo 10-15 let, to sicer po nesreči, ampak smo jo pa spet zmanjšali. Tako da ja, programsko opremo pač smo naučili uporabljati dijake in nekateri od nas so še odločili učiti. Hvala. Seveda pa zdaj preverimo, ali ste poslušali, sicer ali ste poslušali v prvi predstavitvi, ker druga je Blažika. In nagrade so zelo lepe, jaz sem eno dobila, tako da vas vabim, da sodelujete. Sodelujejo tudi tisti, ki so online prisotni, tako da potem do konca delavnice bomo imeli seznam. Zdaj pa vam dam malo časa za hitre prste. Glede na to, da je taka bolj malo številna delavnica, imate veliko možnost za nagrade. Ti ne smeš. Otroci že 100-krat slikali, ne pa mi. Malo vaje. Sicer bomo pa zdaj, kot smo obljubili, tudi imeli možnosti za debato, da še kaj vprašate, da se še kaj med sabo tudi pogovorite. In sicer bo ta delavniški drugi del potekel malo navdihnjeno po metodi svetovne kavarne. Filozofija za tem je, da velikokrat take debate speljamo besedno, tako da se pogovarjamo, tudi pogovarjali se bomo veliko, ampak smo pripravili par pripomočkov, ki nam mogoče nudijo ene metafore za razmislek ali pa da se drugače lotimo razmisleka, vse boste videli v svojem času, kar pa vas zdaj vabim je pa, da ostanete in kot gibalni odmor bomo si skupaj predelali to učilnico v 2 otočka. Prosim, da tole mizo premaknemo malo predvsem, pa tisto mizo, kaj tamle malo na sredino, da se bomo razdelili. To je večni podrežek tega naprej. A vas lahko pozdravim, vas, ki ste online? Se slišimo mogoče? Vas je slišati, ja? Ja. Mogoče tudi kamere prižgemo, da se vidimo. Zdaj, če ste pripravljeni, da se malo pogovorimo, pa malo predebatiramo stvari. Drugače smo, praktično smo 4, ne? Lidija, Anže pa Darja, ja. Zdaj, če ste zraven, lahko kamere odpremo, pa da kakšno rečemo skupaj, če želite. No, lahko pa tudi brez kamer, če se mogoče oglasite. Kaj je mogoče kakšen vaš vtis, mogoče iz teh 2 predstavitev ali pa dopoldanske konference, bi želeli kaj deliti tukaj z drugimi?
Aha. Ok, Lidija pa Anže, ja, sta napisala, da nimata kamere, ja, pa lahko vsaj kaj rečeta. Saj kamera pač ni potrebna nujno, ne, da se lahko tudi tako pogovorimo. Ker zdaj imamo pač slabo uro časa. Ja, ok. Super, hvala lepa, ja. Ok, potem pa, ja, hvala za tele pozitivna mnenja. Ali tudi na vaših šolah se kaj podobnega lotevate oziroma ne vem zdaj, z katerih dveh šol sta Lidija pa Anže. Kako vi kaj vidite uporabo tehnologije pri izobraževanju? Ali to lahko izboljša učni proces, ga poslabša? Kaj je vaše mnenje? Darja, kaj pa vi ste prisotna? Okay. Prav, zdaj, če ni odziva, aha, ok, tukaj pišete Lidija, ja, iz Celja, ja, tako. Ja, tako, Lidija pravite, ok, iz Celja ste, ja. Seveda, čas priprave, napor, vendar bo pa verjetno s časoma potem stvari se le, bi rekel, zbirajo skupaj, ne, kajti ta proces je prav gotovo dolgotrajen, potrebna je vztrajnost, kot sem že povedal, že prej tudi v svojem nastopu. Vendar pa bo to verjetno skoraj zagotovo pač smer, v katero bomo več ali manj šli. S časoma bodo tudi, jaz upam, da tudi čim prej, tudi določeni projekti, kjer se bodo ta gradiva tudi razvijala in na razpolago pač vsem potem. Tukaj pa Anže iz Kranja. Ja, seveda, ne sme biti preveč, ja, tako. Tako, kot smo rekli, ne, pač odmerjeno, premišljeno. Ja, pa pri nas je še kar, verjetno še kar malo zaostajamo. V tujini že lažje vidimo pač šole, ki so tukaj naredile kar velike korake naprej, ja. V redu. Daniela, zdravo. Mi se malo bolj preko četa pogovarjamo, ja. Ok, bom se vključila. Ker nekako imajo nekateri pač težave, ja, očitno z računalniki oziroma so nekje, ker težje govorijo, ja, ja. To je potem ta realnost komunikacije na daljavo, ja. Tako. Ja, seveda, kot pravite Lidija, za motivacijo mladih, da se približamo njim, je nekaj tega seveda, kot smo rekli, mi premišljeno pač uvesti tudi v pouk, seveda. A Simona, vi se poskušate
vklopiti s kamero ali pa, ja. Dobro. Evo, Daniela se nam je tudi ja. Daniela je tudi sem hodil po angleško reči, ker ravno je en mail prišel z Norveške, pa sem po angleško bral vmes. Se nam je Daniela tudi pridružila. Mi smo kar na splošno pač začeli razpravo, ker je težko takole samo po klepetu, pač kakšni so vtisi danes, kakšna so mnenja o uporabi tehnologije in podobne. Okay. Prav, Anže, razumemo seveda, ja, sej, vedno so kakšne tehnične ali drugačne ovire tudi nadaljavo. Aha, to pomeni, Anže, govorite o prispevku oziroma nekem izdelku, ki ste ga naredili na šoli. In ga boste tudi predstavili na naslednji konferenci. Super, ja. Iz programa računalništvo ali kaj drugega? Verjetno računalništvo, ne? Aha, razumem, ja. Prosite, kaj pa je to predmet ŠVZ? Žal se nimam pregleda nad predmetniki tako natančno. Športna vzgoja, točno. Zdaj se vas pa spomnim, Anže, ja. Tako, to se jaz tudi spomnim. Ja, tako. Zdaj se vas pa že spomnim iz delavnic, ja, tako. Hvala lepa. Ja, pri športu seveda se zelo lahko uporablja tako kamera, tudi vsi trenerji in športniki to uporabljajo, to smo že slišali, ja. Tako. Sploh je uporaba videa, pač kot to je moj vtis, v slovenskih šolah še zelo malo prisotna, ne. Že na področju videa bi se lahko naredilo pač mnogo več, ne. Tako. Daniela, kako se pa danes tebi zdela dopoldanske predstavitve, ki si lahko spremljala iz publike? Nekaj sem jih tako lahko spremljala kot gledalka, ne. Ja. Moram reči, da če ne bi bila v projektu, bi bila kar fenica vsega, kar se je naredilo, ker je bil en tak dober celostni vpogled v vse, kar je v bistvu bilo narejenega. In na začetku midva sva se velikokrat pogovarjala o tem, a je preveč ambiciozno, ampak včasih si je treba postaviti višje cilje, ne. In jaz sem res navdušena nad tem, kaj so vse na šolah naredili, ne. V bistvu, na kakšen način so se tega lotili, kako vključevali dijake. Če bi zdaj šli verjetno delati še eno evalvacijo o tem, kako je znanje verjetno bilo ohranjeno, sem jaz prepričana, da bi lahko izmerili razlike. Tako da to je mogoče še en tak do Primorskega, jaz seveda vidim iz pedagoških rešitev, kako v bistvu lahko tehnologija doprinese, če je ustrezno vključena in premišljeno rabljena. Da ne vodi v bistvu v te obremenitve, ki so lahko potem
ne, vplivajo na kognitivno obremenjenost, kar pomeni, da ne, vse, kar je preveč, pač gre čez. Mi je bil všeč ta celostni pogled. No. Ker smo delali po segmentih, a ne, po paketih, bolj gledali tiste, ne, kar smo sami več prispevali. In je res, no, jaz sem navdušena na tem, kar je nastalo. Tam najbrž nisem jih nepristranska. Ne, ampak vseeno ekipe so bile res zavzete, tudi inovativne, neverjetne projekte so se eni zastavili. Ne. Jaz mislim, da se predstavljati ne moramo, koliko dni, ur, noči je za to šlo. Ja. Tako da, in je dejansko tudi z tega vidika, prav tudi te kakovosti teh rezultatov bo tudi pomembno, mogoče to pogledati, koliko so dejansko ur, koliko denarja to pravzaprav stane in tako naprej. Ne. Ja. Da bi to znali potem za naprej to oceniti, ne, kaj nekaj zahteva. Ne. Pa potem mogoče, kar nam je tukaj še mogoče zmanjkalo, ne, še bolj neka izrazita faza tudi potem testiranja. Ne. Mogoče to bilo treba, se pravi, nikoli po moje prvič že ni kar v redu, ne, če tako rekel. Ne. In tu bi se dalo še tako z različnih vidikov še marsikaj verjetno dopolniti pa naprej razmišljati. Ne. Ravno zdaj spremljam tam, čeprav nimam časa se nekoli vključiti, na nemškem tem inštitutu BIBU poteka eno obsežno testiranje teh gradiv, ampak tam delajo vsa s pomočjo, vsa gradiva je vgrajena umetna inteligenca. Ne. Ampak zdaj pa prav testirajo te dneve, ne, dajo na razpolago ljudem, da uporabljajo in potem povedo svojo izkušnjo in tako naprej. Ne. Tako da to je gotovo en projekt za naprej, ne, prav to. Si ga že domislil? Ja. Ne, kaj bomo zdaj počeli od ne, maja dalje? Od dolg časa. Z vsem tem časoma, ne, od čistega dolg časa. Ker bo tako najbrž kar neka ta kriza abstinenčna nastala. Ja, tako, ja. Zakaj nobenega ni maila z naslova Kipsija, zakaj Darko nič ne pokliče, da zamudi z nečim, ne. Ja, da bo kar, kaj bomo s prostim časom, ja, gotovo bomo kakšne neumnosti počeli. Ja. Ja, evo, pravi Lidija, da se bo sigurno kaj našlo. Ja. Če ne, se bomo pa reorganizirali, pa drugače porabili časa, ne. Tako, sem prepričana, da se bo našlo. No, saj to je recimo meni zelo všeč, ne, pri poklicnem. Ker če kje, ne, je lahko v bistvu na poklicnem tudi to, kar smo ugotovili skozi evalvacijo, ne, kako v bistvu lahko nek pristop po učevanju, nek didaktično-pedagoški pristop doprinese recimo k razvoju poklicnih kompetenc temu, česar na prvo žogo niti ne misliš, ne. Ko govorimo o kombiniranem izobraževanju, imamo velikokrat v mislih, a ne, zdaj bodo pa razvijali, a ne, seveda bolj te digitalne spretnosti in to, ki so bolj splošne, niso toliko vezane na poklic, ampak to ne drži, a ne. Tu točno se je pokazalo, kako, ker so res jih odlično implementirali v strokovne module, a ne, kakšen doprinos je lahko v bistvu to k razvoju poklicne spretnosti lahko. Ja. Mislim, da bi mogli tu na tem graditi. Ne? Ja, in to tudi pomeni potem osvajanje znanja in spet vse na nekem višjem nivoju, bolj kompleksnem. Ne? In pravzaprav, to sem jaz tudi dostikrat pogrešam, da včasih mislimo, da se moramo za kakšne kompleksne cilje izmisliti neke, ne vem, kakšne učne situacije, če bi tako rekel, ne. Ampak dejansko moramo graditi na teh strokovnih kompetencah, strokovnih spretnostih, ki jih povezujemo, ki jih nadgrajujemo, povezujemo s temi bolj splošnimi kompetencami, ker tu je absolutno, ker recimo tukaj mogoče danes ni bilo toliko izpostavljeno, tu je veliko tudi organizacija časa, pa dela, pa Vse še okrogla miza, čakaj še. Ja, mislim, recimo to učenje, ne, v avtentičnih situacijah, ki si ga recimo mogoče jih je v drugih delih izobraževanja, bolj splošno izobraževanje, treba malo zmisliti. Ja, tako. Je to tu praktično del programa. Ja, in dejansko bolj tako, in kar na tem, striktno na tem bi morali graditi, ne. Ja. In kar so tudi
kar se tudi tukaj vidi, ne, timi so nastali na šolah, to se učitelji se povezujejo, ne, a ne, se pravi, to dejansko en sam učitelj tudi ne more se tega lotevati, ne. Ne. Se pravi, nujno je tukaj, a ne, timsko delo in to, kar sem jaz tudi v Nemčiji šoli videl, celo, ne vem, razrede so združili, ne vem, 3 oddelke skupaj, 90 dijakov, 3 učitelji, ki usmerjajo se skupaj in, a ne, ki skupaj delajo, skupaj razmišljajo, ne. Se pravi, da tudi fizično potem, ne da se samo skupaj načrt naredijo, ampak je tudi fizično to vse skupaj, ne. Potem po manjših skupinah delajo in tako naprej. Zdaj, tale prispevek, ki ga je Anže opisal, ne, a je to v bistvu tisto, kar smo se takrat na usposabljanju pogovarjali, ker takrat je bila, zdaj ne vem, ali je to ista stvar, takrat je bila ideja, da boste to povezali, ne, te športne aktivnosti tudi z drugimi predmeti. A je to to? Zdaj, če imamo Anžeta še tukaj. Ker takrat je bila točno ta ideja, ki smo se zdaj midva pogovarjala, ne, kako v bistvu tim načrtuje skupaj, a ne, različnih učiteljev in potem v bistvu eno stvar vsak se svoje strani obravnava, ne, že neka praktično učna situacija nastane tudi za druge predmete uporabna. Mogoče bi kar tole zaključili, no, pa se moramo pripraviti naprej za okroglo mizo. Tako da tudi vsi udeleženci, Lidija, Anže, Darja, ste vabljeni, da ostanete še tukaj z nami.